Dobrodošli v novi oddaji z morem. Bližajo se zimske paralimpijske igre, letošnji najpomembnejši športni dogodek. Naš parasmučar Jernej Slivnik se je na ta dogodek izvrstno pripravljal in začel zelo dobro že na svetovnem prvenstvu, kjer je za las zgrešil stopničke. Osvojil je namreč 4. mesto. Če se po jutru dan pozna, potem se slovenskemu parašportu obetajo rezultatsko dobre paralimpijske igre, ki se bodo odvijale marca v Pekingu. Parasmučar Jernej Slivnik se na največje tekmovanje odpravlja z dobrimi obeti. Jaz sem zelo vesel, da vsaj to sezono bomo, mislim, da v celoti speljali brez kakšnih odpovedi oziroma prestavljenih tekem. Se je lansko svetovno prvenstvo zamaknilo v to letošnjo sezono, tako da zdaj januarja svetovno prvenstvo, že pred samim igram, že pred svetovnim prvenstvom smo tudi že začeli z evropskim in svetovnim pokalom, tako da je sezona polna tekmovanj in enih tistih velikih tekmovanj, kar je zelo nenavadno za eno sezono. So pa priprave z nekaj dodatnimi obveznostmi zaradi COVID protokolov nemoteno potekale tudi po mnenju trenerja perspektivnega Hrušičana Romana Podlipnika. Teh dodatnih stvari je veliko in predvsem se s tem ukvarjamo. Je pa res, da sploh pogoji tukaj v Kranjski Gori in tudi na teh ledenikih v Avstriji smo imeli v redu pogoje. Tako da nekje tisti osnovni program treningov, ki smo si jih zadali, smo naredili in verjamem, da bo to tudi potem Jernej uspel pokazati na samih tekmovanjih. Z prvega velikega tekmovanja v tej sezoni se je vrnil z zelo dobrimi rezultati. Gotovo pa so k uvrstitvi med drugim veliko pripomogle izkušnje, ki jih ima kar nekaj, kljub temu, da je najboljši slovenski parasmučar star vsega 21 let. Ne bi rekel, da sem še med najbolj izkušenimi, ampak sem pa sigurno bolj izkušen, kot sem bil na začetku. Nisem več tudi nekako tak, mogoče z velikimi očmi ne gledam velikih tekmovanj, vem kaj pričakovati. Sicer res, da je spet ta situacija v svetu, ker vsak težko pričakuje, iz dneva v dan se situacija spreminja iz države v državo, ampak grem bolj mirno s tistimi izkušnjami iz preteklosti in sem nekako bolj siguren v samo sezono. Napredek je tisti, ki daje športniku znova in znova zagon za nadaljne delo. Zato Slivnik s trenerjem že razmišlja, da bi že v tej sezoni priključil novo disciplino alpskega smučanja. Moram reči, da je Jernej v zadnjih letih zelo napredoval, da se tudi trudi na vseh področjih. Posebej sem zadovoljen, da je tudi zdaj kondicijsko vedno bolj pripravljen, ker mu dodatno dviga samozavest. Je pa res, da paraalpsko smučanje je povsod po svetu zelo razvito, to se bo tudi videlo z udeležbo držav, tako na svetovnem prvenstvu kot na olimpijskih igrah in je konkurenca kar močna. Jaz še želim za naprej, da bo se Jernej pridružil tudi hitrim disciplinam, predvsem superveleslalom, potem dobiti še tudi kombinacijo, ker vsaka tekma več na teh velikih prvenstvih te nekje razbremeni, da ti ne ostane samo slalom, veleslalom, več kot imaš štartov vložiti potem in jaz verjamem, da bo v prihodnosti tudi v superveleslalom lahko tekmoval. Pustimo zdaj enkrat še smuk, bomo videli, kako bo s temu, ampak ja, dodatna disciplina ti sigurno dviga samozavest. Evropski tekmovalci bodo na prizorišču letošnjih paralimpijskih iger v nekoliko slabšem položaju, saj predolimpijske preizkušnje zaradi covidnih razmer po svetu niso izvedli. Menda so tereni odlični, sicer samo zdaj za olimpijske igre pripravljen. Domača ekipa, se pravi Kitajska, so menda že tam kar veliko trenirali, tako da bojo sigurno imeli nekaj prednosti. Kako je pa vse ostalo, bolj se ukvarjamo s temi protokoli, pa kaj se bo smel, kaj ne, nekako ni najboljši občutek, ampak tako je za vse. Treba iti tekmovati po najboljših močeh, pa jaz verjamem, da se lahko Jernej dobro odpira in doseže dobre rezultate. Pa mislim, da sem se v teh letih že kar navadil na vse pogoje in podlage smučarske. Sigurno imamo vsi smučarji radi tisti lep, agresiven sneg, ampak še vseeno smo pa tudi izkušeni, da se znamo odsmučati na vseh razmerah in moramo biti pripravljeni na vse. Jernej Slivnik je na letošnjih tekmovanjih dokazal, da sodi v širši svetovni vrh,
zato lahko povsem odkrito pričakuje izboljšanje 12. mesta iz njegovih prvih paralimpijskih iger iz Pjongčanga leta 2018. Še naprej ostajamo na snegu, še naprej v družbi Jerneja. Začenjamo našo novo rubriko. Poimenovali smo jo Ključni element. V tej rubriki bomo s pomočjo naših športnikov spoznavali tiste najbolj pomembne elemente vsakega športa. Tokrat gremo torej še enkrat na sneg v družbi Jerneja Slivnika. Čas je za novo rubriko v oddaji Zmorem. V tej sezoni bodo športniki predstavljali ključne elemente svojih disciplin. Naš prvi gost v novi rubriki pa je bil parasmučar Jernej Slivnik. In poglejmo, kaj je kot ključni element izbral Jernej. Ključni element je sigurno tisti začetek, vhod v zavoj, ker če si dober v vhodu, je potem skozi cel zavoj vse naprej lažje in je nekako idealno, če zadaneš dober vhod v zavoj, se naprej skozi zavoj vse lepo izteče. Na kaj vse je potrebno biti pozoren pred zavojem? Prvo, že preden zavijem, moram vedeti, kje je tista idealna linija, kje moram začeti zavoj, koliko blizu oziroma daleč od vrat se bom mogel zapeljati, da bom skozi sam zavoj in iz zavoja ven potegnil tisto najboljšo hitrost in nekako oceniš, kje je treba vse skupaj začeti, potem pa pozicija od samih ramen, rok, zmeri nižje skozi telo v monoški in od smuča, da se vse lepo začne. Za čim boljšo izvedbo je potrebno do potankosti izpiliti tehniko. Kako pa vse skupaj opisuje teorija? Najbolj tisto splošno je, da se nekako nasloniš na notranjo roko, da začetek zavoja večino teže prevzame roka, potem telo in da ob samih vratih je vsa teža že in moč preusmerjena v smučo, da bi lahko tudi ob vratcih roko odzignil oziroma mogoče odrinil stran vratca, da se vse to prej zgodi, da vso to težo do vrat že prenesem do same smuče in v podlago. Za konec pa le še to, kdaj oziroma kako Jernej ve, da je bil zavoj dobro izveden. Ja, vidiš že od samo odziv smuče in jaz tudi normalni tekmovalci dobijo odziv iz kolen, jaz ga dobim iz samega amortizerja, iz monoskija in če dobim dober pospešek iz smuče prek amortizerja in v telo, začutam tisto pravo hitrost in odboj zavoja, takrat vem, da je bil zavoj narejen prav. In tako smo prišli do naših novic. Tudi tokrat se je, kot boste lahko videli, dogajalo mnogo zanimivega. V francoskem Nimu je na tekmi svetovnega dvoranskega pokala v lokostrelstvu nastopil tudi Dejan Fabčič. Naš paralimpijec je s 114 krogi osvojil 7. mesto med 65 tekmovalci. Vse bližje je tudi letošnji največji športni dogodek – Paralimpijske igre v Pekingu. Čast za stavonoše bo pripadla Jerneju Slivniku. Mi smo veseli, da v bistvu je Jernej upravil svoj trenažni in prilagoditveni sistem v polni meri in se zdaj čakamo na svetovno prvenstvo in seveda nadaljevanje tudi na zimske paralimpijske igre. V Šempetru v Savinjski dolini bo od 28. aprila do 1. maja potekal turnir Zlate lige narodov v odbojki sede za ženske. Naša dekleta bodo to tekmovanje na najvišji ravni izkoristila tudi kot priprave za svetovno prvenstvo, ki bo konec maja na Kitajskem. V slovenski paraplezalni reprezentanci je prišlo do menjave selektorja. Po 6 uspešnih letih se z tega mesta poslavlja Jurij Ravnik, žezlo pa prevzema paraplezalec Gregor Selak. Člani slovenske izbrane vrste v showdownu so nastopili na Finskem. Najbolje se je odrezala Tanja Oranič, ki je osvojila 7. mesto. V življenju vsakega posameznika obstajajo posebni prelomni dogodki. Vrhunski športniki jih ponavadi doživijo precej več.
In tem prelomnim, posebnim, najlepšim trenutkom je namenjena naša nova rubrika. Naš gost bo Gal Jakič, nekdanji tekmovalec v parasmučanju, ki je v marsičem tlakoval ledino v tem športu pri nas. Moje zadnje obdobje, v bistvu, ko sem bil jaz resno prisoten v Ameriki med svojim treningom za National Sports Center for the Disabled. In bila je v bistvu leto 2012, če se jaz prav spomnim, kjer sem v bistvu dosegel najvišji svoj rezultat na tekmah severnoameriške turneje. Jaz mislim, da takrat največji motiv je bila ekipa, ki je bila okrog mene. Jaz sem imel to srečo, da sem treniral v enem takem večkulturnem okolju. Bilo nas je v najboljših časih, mislim, da 27 tekmovalcev iz 10 različnih reprezentanc, ki smo se ves čas gnali med sabo, seveda bili na hribu zagrizeni nasprotniki, ampak ko je bilo pa tekem konec, smo bili pa vedno zelo dobri prijatelji in smo se vedno spodbujali in nam tudi ni bilo vseeno, če katero od njih, od sotekmovalcev v bistvu ni prišel do dobrega rezultata ali pa se mu je nastop ponesrečil. In se mi je vedno zdela to ena taka lepa, res tisti pristen šport v najboljši obliki, kot si ga lahko zamislimo. Jaz mislim, da tisti dan pred dogodkom ni bilo nič kaj drastično drugače kot večina tekmovanj. Jaz sem imel vso kariero nekako pravilo, da se moram do 10:30 znajti v postelji in probati zaspati. Nisem bil najboljši v spanju na dan pred tekmo, to nikoli, sploh zato, ker sem bolj nočni ptič, pa mi je poznejše uspavanje bolj blizu. Ampak ja, najbrž smo, kot se jaz spomnim, smo pač dan zaključili kot vedno z pregledom trening videoposnetka in pač razdelitvijo štartnih številk v pripravi na samo tekmo. To je bil Huntsman Cup, tekmovanje, ki ima v ZDA dolgo tradicijo, kar se tiče paraalpskega smučanja. Bila je slalomska tekma, jaz v slalomu nikoli nisem prav blestel, vedno so me pa tekmovalci, pa so tekmovalci nekako bolj umeščali v to slalomski del karavane kot pa veleslalomskega. Jaz sem si želel na tisti tekmi res pokazati nekaj dobrih voženj. Zdelo se mi je, da imam možnost uvrstiti se, če se vse poklop, tudi na stopničke. In po prvem teku se je sicer kazalo, da je eno tekmovalcev se precej odlepilo od nas. Nas je bilo pa kar nekaj skupaj nagužvanih tam na drugem in pa tretjem pa četrtem mestu. To so bili moji sotekmovalci iz ekipe, tako da je ta motivacija, da imamo res dobro dirko v drugem teku še zrasla. In jaz sem takrat po prvem teku sem bil tretji, potem naredil kar konkreten napad na to, da bi se vsaj približal prvemu mestu, v bistvu prevzel vodstvo in potem gledal sotekmovalca, ki je bil za mano, mislim, da pol sekunde po prvem teku, kako je pelil vrhunsko, ampak malo pred ciljem odstopil. In to je v bistvu bil nek tak grenko sladek trenutek, ker se mi je zdelo, da sem smučal dovolj dobro, da bi ga lahko rezultatsko gledano premagal. Bila je tudi moja prva medalja na tekmah severnoameriškega pokala. Hkrati sem bil pa seveda vesel, ker sem to medaljo osvojil, ampak če bi lahko tisto tekmo ponovil, bi si vsekakor želel, da bi ta tekmovalec tudi prišel v cilj in da bi dejansko videla rezultatsko, kje sva se znašla. Jaz, kar sem potegnil z tiste tekme, je bilo v bistvu, da so moje tekmovalne sposobnosti mogoče v nekem trenutku bile boljše, kot so kazali rezultati, in to mi je dalo v bistvu
motivacijo za delo naprej. Pokazalo mi je, da pač včasih moraš zaupati sam vase. Bolj kot rezultati kažejo, ali pa kot drugi v tistem trenutku verjamejo vate. In tako smo prišli do konca še ene oddaje. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje, do prihodnjič. Tisto najboljšo hitrost in nekako ceniš, kje je treba vse skupaj začeti, potem pa pozicija od samih ramen, rok, zmeri nižje, kot se lovo moraš smisel, da se vse lepo da. Za čim boljšo izvedbo je potrebno do potankosti izpiliti tehniko, ko pa vse skupaj opisuje teorija. Najbolj Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.